Tisočletno mesto Škofja Loka, ki leži v osrčju Slovenije na sotočju Poljanske in Sevške Sore, se ponaša z najstarejšim dramskim besedilom in najstarejšo v celoti ohranjeno režijsko knjigo v Evropi. Škofjeloški pasijon, procesijo Lokopolitana, je leta 1721 napisal kapucin pater Romuald. Svetopisemska zgodba od Adama in Eve preko Kristusovega trpljenja je odigrana v 20 prizorih, ki drug za drugim prihajajo na 4 različna prizorišča in nosi aktualno sporočilo o smislu človeškega bivanja, ter je tako zaradi oblike kot tudi zaradi velikosti predstave lahko nepozabno doživetje. Pasijonske slike, v katerih je nastopilo nad 800 sodelujočih, med njimi preko 80 konjenikov, so se v procesiji na prenosnih in prevoznih odrih pomikale po ulicah in trgih starega jedra Škofje Loke. Izjemnost uprizoritve se kaže tudi v velikem številu nastopajočih ljubiteljskih igralcev iz širše škofjeloške okolice ter obeh dolin, Sevške in Poljanske, ki v pasijonu nastopajo prostovoljno. Prav prostovoljstvo igralcev in drugih sodelujočih je izjemno in postavlja škofjeloški pasijon med zares posebne kulturne prireditve, ki na neobičajen način ohranjajo kulturno dediščino slovenskega naroda in z uprizoritvami dajejo možnost neposrednega spoznavanja široki paleti gledalcev. Škofjeloški pasijon, procesijo Lokopolitana, je dramska predstava, ki s svojo zgodbo po toliko letih še vedno nosi aktualno sporočilo in vprašanje o smislu človeškega bivanja. Drama je nastala v mestu, kjer se je na ravni vsakdanjega življenja ljudi vedno prepletalo vaško in mestno, meščansko in ljudsko. Prav ta preplet se odraža tudi v škofjeloškem pasijonu, ki vsebuje elemente srednjeveško-baročne dramatizacije in predstavlja najstarejšo v celoti ohranjeno režijsko pasijonsko knjigo v Evropi, kar škofjeloški pasijon uvršča med edinstvena evropska dramska dela. Dragoceni rokopis danes hrani knjižnica Kapucinskega samostana v Škofji Loki. Pasijon je zelo pomemben zaradi več elementov. Gre za besedilo v slovenskem jeziku, s čimer avtor zelo jasno pokaže, da je slovenski jezik tudi takrat že zmožen izražati vse ravni človekovega življenja. Gre za izvedbo pasijona v obliki procesije. Ravno v tem se razlikuje in je nekaj enkratnega, je drugačen od številnih drugih izvedb po Evropi, ki so odrske. Pomemben je kot res izraz slovenske kulture, slovenske duhovnosti, slovenske vernosti. Glih je enaka biti. Vse, kar živi na svetu. Lucifer! Ta prevzet! Grozno šentvajne. Oh, milost Božja. Taka izvedba je bila velik izziv, zato ker smo vzeli princip rekonstrukcije in želeli ohraniti čim več elementov, ki so bili v prvotni predstavi. Na ravni glasbe smo se obrnili na ustrezne strokovnjake, ki poznajo dobro zgodovino glasbe in so v stiku z besedilom potem tudi ustvarili primerno glasbo. Dali pa smo narediti tudi glasbila tistega časa, in sicer glasbila, ki so upodobljena na freskah cerkva v Škofji Loki in okolici. Na ravni kostumov smo se zanašali na 3 barve, ki so omenjene v samem tekstu, in sicer črna, bela in rdeča, ki so hkrati tudi liturgične barve, ki so postale nekakšno ozadje, scensko ozadje pasijona. Glede scenografije je bilo seveda najpomembnejše mesto samo, s svojo konstrukcijo, s svojimi fasadami, srednjeveškimi hišami in nas je usmerjalo pri izvedbi samega pasijona in pri postavitvi odrov ter ostale scenografije. Kateri bode dragocene krvi
iz svetega telesa. Da ti imaš od mene potroštan biti. In od tega greš na življenje odstopite! Kaj je mogo te dejal hudega storiti? Evo, brava! Da vsaki bude mogel videti njegov čast. Igralci smo se na uprizoritve pripravljali tudi pol leta. Hodili smo na vaje, tudi takšne, kjer smo se učili pravilne izgovorjave slovenskega jezika v takratnem času. Puščali smo si brade in lase za bolj pristen videz. Za izvedbo škofjeloškega pasijona smo nekdanje prostore bivše vojašnice preuredili v pasijonski tabor. V njem smo dobili prostore za masko, garderobe, prostore za rekvizite, za druženje in vaje igralcev, hleve in priveze za 80 konj. Škofjeloški pasijon je predvsem živa zgodba, ki nosi s seboj močno sporočilo in odpira vedno aktualno in žgoče vprašanje o smislu človeškega bivanja, ki ga sodobni človek ob današnjem načinu življenja vsekakor potrebuje. Zato vas vabimo, da si ga ogledate, občutite in doživite. Siti njene velike ljubezni. Pari